Dobrodošli v nov video in danes v tem videu se bomo malo pogovorili o Neumann Walletu. In sicer ta scam je bil najbolj requestan scam do zdaj. Res več kot 100 folka po moje je hotel, da narediva ta video. In sva sicer naredila research, ampak nam je res helpal out nekdo na Instagramu, nam je poslal en zelo dober link do neke spletne strani, kjer sva najdla večino podatkov o tem, tako da tudi link do te spletne strani bo v opisu, če bi se radi sami prebrali. Danes bomo pa v bistvu šli sam čez par dokazov, zakaj je Neumann Wallet scam, če vam ni bilo obvious prej. Ok, če slučajno še kdo ne ve, Neumann Wallet je v bistvu neka platforma, ki naj bi bila za investiranje v kriptovalute in uporabljala naj bi AI robota, se pravi nek algoritem, ki vam bo naredil profit v tradanju. To vsaj piše na njihovem official websiteu. Zdaj, glede na feedback, ki sva ga midva dobila od drugih, ta robot naj bi služil od 3,5% do 1,4% na dan, odvisno tudi koliko folka pol vi povabite gor. Ok, zdaj, če vam to slučajno še ne zveni malo fishy, če bi vi investirali 1 evro danes, pa bi dobivali 4% na dan za eno leto, bi po enem letu imeli več kot 1,5 milijona, oziroma 1.648.000, če smo natančni. Oh fuck, tako Ja, no, če pač kogarkoli ste vprašali, v bistvu, ki ima malo pojma o investiranju, vam bo povedal, da so taki returni nemogoči. Če pa so pa doseženi na illegal način, kakor bomo tudi danes govorili. Ok, zdaj, če povemo malo o Neumann Walletu na splošno, v bistvu ga vodi podjetje Neumann Limited in to podjetje ima sedež v Coloradu in v bistvu je registrirano z FinCEN-om. Se pravi, FinCEN, če mogoče ne veste, to je ameriški urad za preprečevanje pranja denarja. No, verjetno si mislite, da če je registriran za FinCEN-om, to sigurno ni scam, ampak to je dosti daleč od resnice. No, ampak FinCEN v bistvu sploh ni finančni regulator, ki bi v bistvu nadziral, kaj počnejo ta podjetja, ki so registrirana na njemu, in na njihovi spletni strani je v bistvu dosti jasno navedeno, da vključitev podjetja na stran ta MSB Register and Search, se pravi, to je od FinCEN-a website, kjer lahko poiščete ta podjetja, ki so ga registrirana, no, da to v bistvu ni priporočilo oziroma potrditev legitimnosti, oziroma ni potrditev pač, da je podjetje legit in to za katerekoli strani vladne agencije. No in v bistvu pri FinCEN-u se lahko čisto vsak registrira, rabite izpolniti samo neko online formo in FinCEN v bistvu nič ne zagotavlja, da so te informacije, ki jih vi pač, ki se z njimi registrirate, realne. Plus, v bistvu smo videli že veliko scamov, ki so uporabljali ta FinCEN proces in so z njim v bistvu govorili, da so zaradi tega dosti legit, ki so pol na koncu se je izkazali, da so bili scami. No, z drugimi besedami, FinCEN ni v bistvu nobena licenca, ki bi vam jo dala neka oblast in to, da ste registrirani pri FinCEN-u, v bistvu ne da nič več legitimnosti vašemu biznisu. Neumann je v bistvu samo neko prazno podjetje, ki je samo pač registrirano, ampak ga runajo neki scamerji, ki v bistvu skrivajo njihovo pravo identiteto. Ta platforma Neumann Wallet sploh ne generata nobenih profitov s tradanjem, ampak samo runa nek tak ilegalen pyramid financial scheme, ki v bistvu te profiti, ki so kao tradanja, je v bistvu denar od novih ljudi, ki so prišli noter. In če se bi slučajno hotel vsi naenkrat withdraw denar, se to ne bi moglo zgoditi. Čisto na splošno povedano. Tako da to tudi pomeni, da lahko kadarkoli propade. No. Saj gremo zdaj še v več informacij, ampak da si malo predstavljate, kako to deluje. Neumann bot ne trada, to si zapomnite. Neumann bot ni nobenega trading algoritma, nobenega trading AI, ker sploh ne trada. Samo runajo na temu illegal schemu. Pač ja, v bistvu basically
noben trading bot ne bo obstajal, ki vam bo vsak dan naredil isto procentov. Pač vsak dan vam naredi 3,5%. Kje ste že videli bota, ki bo vsak dan isto naredil, ne glede na to, kako se premakne market. To je pač malo nemogoče, če se strinjate. No. Kaj bi mogel v bistvu narediti ta Neumann Wallet kao legit, je to, da je v bistvu registrirano to podjetje v Ameriki in je kao regulirano. Ampak v resnici je ta registracija vredna nič in sploh ni regulirana. Ok, če pa zdaj v bistvu poveva še par takih malo sketchy stvari, ki sva jih našla pri raziskavi tega Neumann Walleta. To podjetje Neumann Limited ima v bistvu nek naslov, ki je v Denverju, bova ga dala kle na screen, ampak v bistvu, ko pogledate ta naslov recimo na Google Street View, boste videli samo neke office buildinge, restauracije in v bistvu je ta naslov dosti znan, zato da veliko v bistvu podjetij tam renta office, ampak nobeno od njih sploh ni fizično prisotno tam. Se pravi, imajo tam nek naslov samo, da ga imajo, da so lahko registrirani v bistvu. No, ampak kaj še bolj pomembno je, da je Neumann Wallet nepooblaščeno in ilegalno podjetje, ki ponuja investment servise. No, oni v bistvu trdijo, da so registrirani pa nadzorovani za strani National Futures Association in nam tudi dajo na spletni strani ta njihov ID, ampak v bistvu, ko mi poiščemo ta ID na spletni strani od tega National Futures Associationa, bomo v bistvu opazili, da ta ID pripada enemu drugemu podjetju in to je Bitstream Circle. Zdaj, kaj pa zanimivo pri Bitstream Circle je, da je to v bistvu še en scam, ki je že v bistvu propadel in sploh ni več subjekt temu National Futures Association regulationu oziroma njihovemu nadzoru. No, Bitstream Circle, čisto na kratko, je bil nek tak kripto scam, ki je bil spet nek Ponzi scheme in je v bistvu deloval v Keniji in je v bistvu scamu prebivalce Kenije za estimatiranih $10 milijonov. To je pa vse propadlo 13. marca 2022, ko v bistvu investorji v ta Bitstream Circle niso mogli delati withdrawsov, se pravi niso mogli vzeti ven svojega denarja. No, v bistvu in kaj smo se iz tega naučili je, da Neumann Wallet sploh ni reguliran in sploh niso pooblaščeni, da bi providali kakršenkoli investment service v kjerikoli stvari. No, druga taka dosti sketchy stvar, ki smo jo najdla na njihovem websiteu, je njihov tim oziroma njihova ekipa. Zdaj, če si pogledate, oni imajo na websiteu neko ekipo in če pogledate malo naprej v bistvu pa probate poiskati ta imena, boste ugotovili, da so to fake imena, nobeno izmed njih ne obstaja. No, pri enemu so tudi najdla, pri enemu temu team memberju, nekemu CEO, njegova profilka je na nekem Chinese 4chanu uporabljena od vseh tujcev, ki pridejo na ta forum, tako da tak funny info, no, fun fact. In ja, pač tudi te slike so vse fake, v bistvu so iz interneta in nobeden od teh ljudi, ki so na slikah, v resnici ni upleten za projekt. No ja, pa zdaj bi sam še enkrat dodal disclaimer. Oni obljubljajo 3-4% returna na dan. Jaz bi vam sam rekel za v prihodnosti, če kjerkoli vidite, da vam kdorkoli ponuja 3-4% returna na dan, to je scam. Kakor so že prej dali izračun, bi v enem letu z investmentom €1 v enem letu lahko imel pol 1,5 milijona in še več. Tako da to je težek scam. Jaz res ne verjamem, da je kdorkoli mislil, da je to legit. Tako da že sam to bi mogel biti dokaz, da je to scam. Ampak je še toliko drugih red flagov, da pač še potrdijo vse te domneve. In je res, da veliko ljudi je rekel, da lahko tudi withdrawa, da so že naredili profit. In ja, to vse je res, ker tako delujejo Ponzi schemi. Če si ti dost early, boš, I guess, lahko tudi imel nek profit. Ampak fora pri teh stvarih je, da lahko propade danes, lahko propade jutri, lahko propade čez 1 uro. Čim bo preveč folka naenkrat začel dati ven denar, se bo vse porušil. Ker kakor sva že rekla v tem videu, sploh Neumann Wallet nima nobenega trading historyja. Oni samo, ko ti v bistvu investiraš,
tvoj profit, ki ga kao naredi ta trading bot, je v bistvu denar od drugih ljudi, ki so v to investirali in tako gre pol piramida, a ne, če razumete. No, in v bistvu pol pridemo do konkluziona, da je Numan Wallet v bistvu en težek Ponzi scheme in v bistvu kar delajo je, uporabljajo denar od novih depozitov, se pravi mnogo folka, ki pride na platformo in da gor cash, da plačajo pač ta izplačila, ki jih dela drug folk. In pač to vse delajo, da dobijo več investorjev in da se s tem lahko to nadaljuje pač. Ampak pač kontite, ko bo enkrat nehal folk gor dajati denar, bo vse skupaj propadalo. Ponzi schemi vedno na koncu propadajo in v bistvu je samo vprašanje časa, kdaj bo tudi ta Ponzi scheme propadal. In tudi pač tukaj ne morete vedeti, kdaj se bo zgodil, tako da jaz vsem predlagam, ki ste na Numan, ki uporabljate Numan Wallet, pač pejte dol, a pa si vsaj izplačite tisto vašo začetno investicijo, da ko bo crashal, da pač vsaj ne boste v minusu, če že nič drugega. Numan Wallet je v bistvu illegal financial scheme, ki laže na vseh mestih in nima nobenih pooblastil in najbolj pomembno, sploh ne generirajo profita na legalen način. Se pravi, to je scam, runajo Ponzi scheme in to sam pomeni, da se bo 100% crashal en dan, zato se prosim izogibite tega. Če vam kakšni frendi govorijo, sej, če bo imeli noter dolg časa denar, bodo si bili sami krivi, no. Mi ne delamo ta video, da bi vas obvestiva o tem, zdaj pa vi naredite, kar hočete. In ja, to je bilo v bistvu to za ta video. Če vam je bil všeč video, dajte ga shareati, pa mogoče komentirati, tako naj v bistvu lahko supportate. Če bi radi videli še več scamov, se joinite v najin Discord, folk velikrat opozarja na kakšne nove scame, ki pridejo, pa malo trolajo te ljudi, ki to promovirajo. Kar se pa tiče Numan Walleta, pa ja, tako kot sva rekla, predlagava, da če ste noter, greste ven, sicer jaz čestitam vsem unih, ki ste naredili profit s temu, da se lepo izkoristili ta Ponzi scheme, ampak ja, slej ko prej se bo tudi tega najverjetneje nehal in v bistvu s tem videom sam hočeva, da čim manj folka zgubi denar s tem, no. Tako da ja, bodite varni, no, pa se ga v naslednjem videu.